Fajn, inspiracijski podcast z Majo Monroe. Pozdravljeni, dragi poslušalci, gledalci in sledilci Fajn podcasta, kjer vas spet inspiriramo z zgodbami ljudi, ki delajo to, kar jih veseli. In tokrat se spet javljamo iz Večerovega odra, zaodrja, na festivalu Lent 2021. Z mano je prav poseben gost, zelo srčno pri glasbi, kantavtor in poustvarjalec slovenske istrske dediščine, v bistvu izročila sem hotela reči, Rudi Bučar. Pozdravljen. Hvala lepa. Hvala lepa za tašno novot. Jaz mislim, da Rod Stewart nima še tašnega. Veš kaj, zataknilo se mi je v bistvu zaradi tega, ker imam skozi v mislih pri tebi, da ti zelo rad poješ v tem narečju in to, ne? In je včasih težko razumeti, ampak istočasno pa mi je všeč. No? Zakaj? Ti mi malo povej o tem, zakaj to narečje. Dobro, narečje zaradi tega, ker sem pač tudi rojen v takem okolju, ne, se pravi, ker se istrsko tudi govorilo doma. Ne prav v narečju, ampak uporabljajo se tašne izraze, da moram reči slengovsko, no ajde, nekaj takega. Z nonoti pa v bistvu smo še govorili po istrsko, po domače. Za moje pojme je eden izmed lepših dialektov, pojočih, ne, tako da zanimivo je to, recimo, da že sam dialekt v primerjavi s knjižnim jezikom, ne, ki se stalno obnavlja, je recimo narečje je zamrznjen jezik, ne, se ne obnavljajo besede, ne prihajajo nove notri, ampak ne glede na to, recimo glede na omejenost teh besed, ti hkrati ponuja možnost za v bistvu napisati marsikaj. In tako kot je v bistvu to narečje s tabo, je tudi glasba že od nekdaj s tabo. Se ti mogoče spomniš tega nekega momenta iz otroštva, ko si začutil, da je pa to nekaj, kar te res pritegne? Pravzaprav sem začutil po moje v trebuhu to, ker sta moja dva tudi zmeri pela, ne, in bila tudi kar dejavna, moj oče še zmeri aktiven, tako da ni bilo na nek način položeno v zibko, ne, pač na teh feštah naših doma smo zmeri kantali, zmeri smo peli. Jaz sem začutil pravzaprav to zelo zgodaj, tudi že v osnovni šoli smo imeli prve bende in tako naprej. Tam po 20. letu sem nekako začutil mogoče, da mi ne bi falila tudi izobrazba, ampak ne v smislu papirja, tudi v smislu znanja. Vsi moji prijatelji so šli študirati, ampak tudi jaz sem začutil to priložnost in sem doštudiral pol v Trstu. Akademija v Trstu, tako je. Kdaj pa recimo je bilo pri tebi, veš, pač, glasbo marsikdo začuti že v otroštvu, ampak ti si danes profesionalni glasbenik. Kdaj se je pa zgodil ta preobrat, da si ti rekel, to bo moja kariera, to bo moja pot, jaz hočem to delati? Točno se spomnim, ne morem reči trenutka, ampak vse obdobja. Po srednji šoli sem malo bluzil, ne, po svoje in iskal neko svojo pot. Kam, ne? In vedno, ko sem prišel domov v sobo, kjer je bila ta kitara, sem malo kaj zaplenkal, malo sem zaigral in tako naprej, sicer takrat že zelo intenzivno. In v nekem trenutku sem se odločil, da mu na poti, če bo potrebno, jaz samo česen in koprive. In če bo treba gaziti po kanalu, bo glasba tista, ki bo spremljevalka. In si kaj gazil po kanalu? Seveda, to je najbolj zanimivo je to, ne? Da ko te kdo vpraša, koga je potrebno poklicati, da recimo prideš igrati in tako naprej, ne. Dosti krat recimo očka, ki vpraša recimo za hčerko in tako naprej. In dosti krat je res to, so te izkušnje, ki so recimo malo bolj bizarno, kar bom povedal, ampak težko je razložiti nekomu, ne, ki gre direktno na oder, ne, ker ni prej recimo motal in zvijal pobruhanih kablov recimo, ne, ali pa je igral v kakšni gostilni, kjer so prišli vsi trije te poslušati in ti trije so igrali še celo pikado, ne. To vidiš kasneje, da je recimo super, ne. Recimo generacija naših staršev in še mlajši imajo tako izkušnjo recimo z jugovojsko, ne. Ker vidiš, zdaj sem tle sam, zdaj to je treba narediti, ne. In hkrati sem se odločil, da grem na to pot in mi ni niti malo žal. S tem danes imam srečo, da tudi familijo svojo preživljam, nisem pa pohlepen, tako da se da. To je kar pomembno, se mi zdi v življenju umetnika. Da najde neko to, da nek ta balans, ne, ravnotežje med
živetjem življenja in hkrati ustvarjanjem, ne? Ker umetnik v bistvu rabi tudi ta nek svoj čas, ne? Da se omakne. Kako kaj ti balansiraš to? Ravno tako, kot si povedala, sicer so to pač, ne vem, odvisno, ali je plošča v igri, potem po plošči se gre, recimo, so koncerti, recimo, ko se to koncertno obdobje konča, sicer pri nas v Sloveniji to v veliko manjšem obsegu, ne? Ampak ne govorimo recimo o letih, ampak govorimo o mesecih, recimo, ne? Se rečeš, ne vem, zdaj te 3 mesece naredim pauzo, se posvetim nečemu drugemu ali karkoli že, da se malo odmakneš in pol znova, isti proces, ne? Zanimivo, da sem človek, ki se relativno hitro naveliča kakšnih prevelikih tistih zagonov, ne? Ko se kaj napališ, ampak tle se še nisem ustavil. Si pa ti v bistvu šele leta 2009, če se ne motim, začel tako res bolj samostojno delati, se pravi Rudi in band. Pravzaprav sem delal že vzporedno, ko sem bil v zasedbi z Janom, ne, Plestenjakom, ne, se pravi, sem že začel, že posnel sem prvo ploščo takrat, vse zato je tudi prišlo pol do onega, da nekako so se datumi tudi križali, ne, ker tudi meni se je nekako začelo odpirati na nek način in jasno, pol sem šel na svojo pot, kjer sem še danes, no, tako da skušam slediti tistemu, kar mi je všeč in nekako sem pazljiv, da delam dobro, ne, se pravi tudi, kadar gremo z bendom na koncert, si ga skušam zmeraj zamišljati kot neki izlet, ne, se pravi, gremo se imeti fajn, gremo se imeti dobro, ker edino na tak način postane še ena taka glasbena familija. Ja, ker v bistvu tvoja glasba, tvoj nastop ni zares komercialna, ampak je res taki pristen, srčen. Ja, je eno in drugo, ne, sicer je eno in drugo, ampak zanimivo je to, da so tisti, ki hodijo za nami sicer po več koncertih, ne, da pravijo, da je ta zanimivost, sploh ko recimo nastopam s triom, ker je več možnosti in več prostora za ustvarjanje, da pač vedno nekoliko drugače, ne. Ampak ne zato, da bi hotel zdaj, da bi nas recimo na vsakem koncertu metalo nekam drugam, ampak tako pride, ne, tako nas pač pelje, ja. Ker spustiš v bistvu, da te vodi tako. Ja, nekaj umetniškega. Skozi tvojo glasbo se res čuti to tvojo ljubezen do Istre, to tvoje poslanstvo, da želiš v bistvu predati te neko, se pravi, kulturno, ljudsko, tudi izročilo glasbeno. Bi lahko enačil to z ljubeznijo? Ne vem, jaz, ko poslušam tvoje pesmi, še posebej te, se mi zdi, kot da hočeš skozi glasbo pokazati lepoto ljubezni. Ja, jaz mislim, da ljubezni je lahko več, ne Ja. samo ena, se pravi, to je ena izmed ljubezni, recimo, ne. Zanimivo je to, da sem se lotil pravzaprav po ustvarjanja Istre in potem tudi v avtorskem smislu pisati tam nekje okoli pri 25 letih in sem začutil, da v kratkem, no, da je to tudi del mojega poslanstva, ne. Se pravi, je neko breme na ramenih, ki je pa prijetno, ne. In ker kadarkoli rad imam tudi izlete, recimo, se pravi, da grem v ta stil pa v ta stil, ampak vedno, ko se vrnem k Istri, imam občutek, da me čaka z odprtimi rokami. Kaj bi pa ti rekel, Rudi, da je bilo pač mogoče najtežje na tej poti, ne? Ker pač zveni vedno tak, ne? Nekdo dela to, kar ga veseli in je uspešen in je skozi vse lepo in fajn, ampak v resnici ni, ne? V resnici je kar nekaj teh izzivov, bojev, vseeno individualnih. Kaj je bila? Tega je kar dosti, ravno prej sva omenila dva, ne? Se pravi o kablih in o pikazu, ne? Ampak če imaš pač muziko kot vsako stvar, ki se posvetiš, vsi ni po mojem nisem v glasbi tako, če greš čez sebe in če imaš res rad, ne, pol se zagotovo odpre. Ne gre za tisto vztrajanje, ne vem, tolč z glavo skozi zid, ampak tudi dati čas v čas, da stvari dozorijo, no. Pač jaz sem se odločil, da bom glasbenik in priložnost je nekako prišla, ne. Recimo vedno sem si želel, ko sem gledal te kantavtorje, ne, tudi svetovne ali v kakšnih velikih gledališčih ali tako, ne, zmeraj sem gledal, da bi jaz prišel v kulturne domove in to se pač zdaj že leta dogaja in so mi tudi prizorišča, kot so recimo, kot recimo ta Trgec danes, kjer bomo igrali, ne, in gradovi pravzaprav, ne, ta prizorišča so mi bila vedno všeč.
sploh, ko igramo s triom, ne, ko je tako malo bolj intimno, ne, dajmo reči intimno, do pač 300-400 ljudi, ne. Ja, ti je to recimo bolj všeč, bolj blizu, da se lahko bolj povežeš s publiko, kot pa recimo tiste, ne vem, kakšni večji koncerti, kjer... Pravzaprav je ta intima je nekako lahko tudi omogoča dostopnost večjo, ne, ampak v končni fazi ta sinergija, ne, je še zmeraj ali je ni, ne, se pravi, lahko si simfoničnim orkestrom, ampak ne pomeni, da bo steklo, ne. Danes sem v bistvu z odličnimi glasbeniki na odru, nas bo 8, tako da v bistvu tudi ta zasedba je ena izmed tistih, s katerimi v bistvu grem zelo rad na izlet. Ti v bistvu nudijo nek tak support, bi rekel, ko veš, da si z njimi na odru, da si zelo safe. velik, imam občutek, da je res je ta, pravzaprav med nami je prav ta radost, no, zelo prisotna. Kaj pa support sicer v življenju, se pravi od tvojih bližnjih, rekel si, da sta te starša nekako vedno, ker sta bila sama dva glasbenika, podpirala v glasbi, kaj pa potem naprej, koliko je tebi to pomembno? Ja, to srečo sem res imel, ne, v glavnem, da so mi nekako vsi 4 starši stali ob strani in po mojem še danes, no, tako kot je s njim. Zdaj, ko sem oče, že 12. leto bo kmalu, tako da skušam nekako isto prenesti mojemu otroku, ne, ki včasih kaže malček več za njim, včasih malce manj in tako, ampak bo prišel še cajt. Ampak, ko si glih rekel, da si oče, želiš predati to glasbeno neko zavest oziroma to bogatstvo, kaj pa še želiš predati svojemu otroku za življenje? Kaj se ti zdi pomembno, da danes človek ima oziroma ve, da lahko preživi? Ja, predvsem to, najbolj, da se znajde, ne? In jaz sem še zmeraj prepričan, da je iskrenost in radost tista, ki zmaga, ne, in kljub temu, da recimo kakšen ti reče, ja, ma pol ga bojo vsi, ne, jaz mislim, da vsi moramo iti skozi to izkušnjo, ne, narediti tudi pač kakšno pizdarijo, jasno, ne, ampak to je vse del življenja, ne, če pa spoštuješ bližjega, si po moje zmagal že v štartu. Rudi, hvala ti, dragi poslušalci, gledalci. Jaz mislim, da lahko s tem gremo danes v dan, iskrenost, spoštovanje med sabo in pa seveda slediti svojemu srcu. Rudi mu je sledil in ni mu žal. Hvala, da ste bili z nami. Čau. Imate kaj cukra? Če ste se imeli fajn in želite še več inspirativnih podcastov, se ne pozabite naročiti na naš YouTube kanal, lajkati našo Facebook stran in slediti Fajn zgodbi na Instagramu. Bodite fajn. Vsak trenutek v dnevu.